začetek je isti. Družba, dobrodošli nazaj. Kot vidite, sem v Bike Park Maribor. In glede na to, kaj smo se imeli na prejšnjih dirkah s kolegi in vsi, ki so me srečali, vsak je rekel, čuj, malo se šejpa v tudi Mariboru, ne? In res je, iskreno povedano, en del proge sem že vozil, nisem še celega flowa, ker flow se je največ šejpal, koliko zdaj vidim. Tukaj iz gondole se vidi, da je še spodnji del nekaj zaprt, ampak fantje in dekleta, ki redno vozijo, tu pravijo, da je stvar zelo obetavna. Teda, vsi tisti, ki vas zdaj zanima, ali se dejansko spet splača priti v Maribor, v Bike Park, vsaj na flow, bomo videli, kako so še kaj ostale linije, da ne hodimo samo zaradi ilegalcev, ne bojimo iskreni. Si pogledaj ta video do konca, vidiš, kako proge izgledajo, še kaj pokomentiram, če mogoče kakšna stvar, ki je malo sketchy, pa ne bi rabila videti, pa nek feedback, no, ker na tem bregu sem lani, pa predlani se kar nekaj prevozil, letos dost manj, po moje sem četrtič, mogoče petič v Bike Parku, glede na to, da sem 5 km stran doma. Je to kar malo, no, ampak enduro dirke pač so bile dost pogosto in enostavno tu v Bike Parku nisem tako vozil. Skratka, povej ti meni, kako se ti zdi nova ali preurejena proga v Bike Park Maribor, pa če boš kaj prišel furat sem, daj me napiši na Instagramu, na Facebooku, kjerkoli pa se lahko pogovarjamo, pa mogoče kako furo skupaj naredimo. Gre? Tikar. Jo boj. Malega sendera. Evo, začetek je isti. Okej. Ja boj. Pumpamo. Leto. Juhu. Se malo lažje skočiti. Neka odrina, nebo. Ok, zaenkrat vse cool, dejansko se zelo lepo pele. Triple še vedno tu. Nikam no, bra. Yeah, boy. Manda. Bra. Gre kar dalje. Sender. Krajšamo. Big line. Deep. To res. Dosta bo stavilo. Nijemo cajta, zato je rekel mani. Bani se lepe. Pogonit. Gremo po bližnici. Ok, pa so far so good, ne. Tukaj več ni prolajna, če pogledaš levo, je zaprto. Dobre, lukne so že. Malega sento. Yeah, boy. Ok, fejsno.
Fina. Gonimo. Okej. Nekaj dobre. Wow. Good. Evo, zdaj če pogledamo, se pravi, greš dol, šuz, banda, super. Prvi spet šuz dol, tja, pol pa, ne vem, več kot 90 stopinjska banda v desno, tako greš spet tja. Se pravi, ta del tu, kjer je cesta, pač niti odprt še ni v celoti flow. Se mi zdi, da pač bo ful razjebano, ne? Gor. Se pač boljše tu peljati, ne? Malo razširiti tudi, ne? Hopa. Ista zgodba bo zdaj tu pri naslednjem, koliko se spomnim, ne? Se pravi, svet grejo, banda, gor, lepa, dol stisneš, napumpaš, double in ampak to še ni najhujše, ker enostavno pač vidiš ovinek. Mar se to pač ključno z mano ne gleda dovolj naprej in težava nastane ravno tu zdaj. Tu še vse ok. Odlično, tu ven potegneš ovinek, lepo leva banda, šuz, pustiš desna banda, šuz, desna banda, bremzam že kot tele, ker je tu bam. Pač 90 stopinjska banda iz Mach 3 šuz, znaš? Ista zgodba tu, ok, tu spet spustiš prije sem, tam banda pa je tako položena, da pač, ne vem, jaz se peljem solidno, ne zdaj, ful nekaj jako, ampak verjamem, da se pač bo tu peljali ljudje, ki mogoče vseeno malo slabše vozijo kot jaz. In znam biti za koga pač nevarna, ker tudi mene je prvič presenetilo, ne. Yeah, boy! Whoa! Let's go! Oh, shit! Malice! Spoiler, tako vedno!
Hvala lepa. Čuj! Jo! Zdaj, to sem se že nagledal, gled za to, da tu ful letiš, ne, mislim, kaj te vem, ne. Po drugi strani, to je tu, da greš prek, ne, stari, neka ograja bi lahko bila, ne. Inside. Te pa gremo za vlog, ne, pogledat, kaj se dogaja tu. Lepo, lepo, banda, lepo. Ok, treba več čustva imeti. Jeboj. Carmelo landing, super. Super. Jo, evo, naredil sem 3 fure po bike parku, po flow progi in pač zelo nerad hejtam stvari, ki se dejansko dobre oziroma se odvijajo v pravo smer, ampak enostavno treba par stvari izpostaviti. Še enkrat, res sem vesel, da se tukaj na tem bregu dogajajo pozitivne stvari, da se stvari premikajo v pravo smer, dejansko. Čeprav smo že skoraj avgusta, bo flow pošejpan, upam, da ga bo vzdrževali tudi do konca, ampak zaenkrat pač, nijamo se kaj pritoževati, ker če bi se, pač si bedak. Skratka, bi pa izpostavil par stvari, se pravi, prva je to, da to je flow proga in če se na flow progi ne počutiš varno, mogoče nekaj ni okej. In to mislim s tem zadnjim delom, kjer so bande, kjer je včasih proga šla levo dol ob bregu, zdaj pa je ful nekih manjših band. Pač tam je stvar sketchy. Mislim, ni toliko sketchy za peljati, problem je pač, če kdo pade in bo nekdo padel. Verjetno tudi jaz, ker bande so zelo ostre, zelo loose in za temi bandami je pač breg. Strm breg, ni zdaj prepad, ampak sorry, če si ti malo prehiter, tebe špukne čez bando, pač padeš 5 metrov nižje po bregu dol, mislim, v vsakem primeru ne je bilo fajn. Zdaj, kaj vem, mogoče zaščitne ograje, ne vem, mislim, nisem zdaj neki strokovnjak, samo verjetno mi to pomagalo. Teda, kdorkoli bo pač gledal ta video, pa mogoče pač sami povejte, če to se vam zdi, mogoče ena stvar, ki je potrebno se staviti, da je varnost na neki taki dost enostavni progi na prvem mestu, ker za mene, da lahko peljem ženo, kasneje, ko bo otroci zrasli, da se bo otroci lahko sami peljali, oziroma lahko otroka nabašam na bike, pa ga pač peljem po bike parku, se mi pač zdi, da je flow proga temu namenjena, ker pač nijemo family line-a, lani je bil, pa boljše tega ne je bilo, ker je bil bolj nevaren. Teda skratka, res, čeprav se čuje to kot neki rant, pa neka ful negativna stvar, se mi zdi, da pač se splača priti spet v Maribor, se pofurati flow, za ostale proge ne vem, enostavno nažalost nimam časa, da bi še šel ostalo odpeljati. Tako da ja,
Še enkrat, če si kaj v Mariboru, če imaš kaj viška časa, če raješ družbo, pokliči, napiši, pa mogoče mi znese, pa gremo skupaj furat. Uživaj tu na Pohorju, splača se priti, pa se vidimo, a na naslednji dirki, ali na kakem bregu, kjerkoli, mogoče celo v džimu. Evo boj, ajde, čau, peace.